Lep pozdrav, hvala. To je torej četrta knjiga proze in s tem tudi zaključujemo predstavitev proze Zofke Kveder. V bistvu v tej knjigi imamo dva romana, ne kratko prozo, s kratko prozo z dvema obsežnima knjigama smo že zaključili. Tako da ta knjiga prinaša torej do sedaj zelo malo pravzaprav znan roman Nada, ki je izhajal v Slovanu leta 1902-1903, torej v tem letniku, in bil kasneje tudi preveden še za časa torej pisateljičnega življenja v češčino. Torej gre za roman, ki je tudi segel preko naših meja. Roman je v bistvu zgodba o odraščanju, dozorevanju dekleta, kasneje mlade ženske, intelektualke, zaposlene ženske, skratka prinaša neko tudi tematsko novost v slovensko književnost, ne zgolj zaradi teh drugačnih podob ženskosti, ampak tudi nekaterih drugih motivov, recimo resigniranega podeželskega učitelja, ki ga kasneje srečamo pri Cankarju. Drugi roman je, morda še samo to, ta roman je tudi pisateljica označila kot roman, tako da morda je nenavadno, da ga je literarna zgodovina spregledala, kadar je pisala o romanu v obdobju moderne. O drugem romanu mislim, da glede na časovne omejitve, pa tudi, ker je vendarle, mislim, da to najbolj znano pisateljičino delo, ni potrebno prav veliko povedati, predvsem seveda zaradi časovne omejitve. Mogoče bi dodala samo to, da sem v komentarju prispevala nekaj novih ugotovitev o tem, kako je potekalo izdajanje pravzaprav te knjige v prvi izdaji, torej pri Slovenski matici. Skratka, te dokumenti, ki jih hrani Arhiv Slovenije, so mi omogočili neke nove ugotovitve. Tudi ta roman je sicer bil potem preveden v češčino. In še zadnji sklop te knjige, to so neobjavljena rokopisna besedila, gre za žanrsko zelo raznolika besedila, nekatera so ostala v fragmentih, potem nekatera tudi je težko določiti časovno, kdaj so nastala. To je pač tisto, kar je prinesla Minka Govekar po pisateljični smrti iz Zagreba, potem, ko je seveda ogromno stvari uničila, tako da je nek zanimiv pogled v to, kako je pisala in ko pač ni bila stvar objavljena, tako da v neko prvo fazo, ki jo imamo, teh besedil je zelo malo, tako da so zaradi tega pomembna. Mogoče bi samo omenila kot zanimivost, to ni fragment, to se zdi, da je nekako zaključena celota, besedilo Jesenski žarki, ki je fingirana korespondenca, spet zelo avtobiografsko zasnovana med dvema prijateljicama. Ni težko prepoznati Zofke Kveder in Ivanke Anžič Klemenčič, ki tudi nekako tematizira porajanje fašističnega nasilja v Trstu in dokazuje, da je Zofka Kveder s tem prostorom bila v svoje smrti pravzaprav tesno povezana.